Dan. Dan. Komi so te čakali ljudje? Kaj to pomeni, da je to v redu ali kaj? Ja, jaz mislim, da je to v redu. Dajva zdaj najprej povedati, kaj bova kaj govorila to sezono, ker si mi že poslal en kup enih tematik. Ja, s temi tematikami je tako, veš, jaz imam polhan enih takih alinejc lahko napišem, ne? Ampak pol se odzivam glede na to, kaj čutim, glede na čas, ki se dogaja, na razmere, ki se dogajajo, ne? Govorili bomo pa po mojem tako kot lani, no? Poskusil bom kakšne stvari bolj razložiti oziroma v pravo smer ljudi obrniti, se pravi povedati neke stvari, katere so nam prikrite ali pa jih ne vidimo zaradi propagande ali pa kakorkoli. Ej, kaj pa to? Povej. A to je pa knjiga naša? Ja! Ja, super. A veš, kolikrat je noter napisan pripravil Gregorške? Pripravil Gregorške? Pripravil. Koliko? 6-krat mogoče, 7. Ja, ful velik si prispeval. Ja, no. Tako da hvala ti lepa. Evo, že čez nekaj dni jaz mislim, da bo tudi tole dokončano, tako da jih boš kar nekaj tudi dobil. Krasen je nastal, veš? Res, ful fajn, ful sem navdušena in ful dobre recepte si dal. Dajva ponoviti, dal si za koloidno srebro, za zeliščno kremo, potem za pralni prašek, kako si ga naredimo. No, boš še kaj povedal, kaj si že kaj dal? Deodorant. Deodorant. Nisem pa dal, rečemo, nekaj, kar sem kasneje naredil, tablet za pomivalni stroj, rečemo. A res? Jih sam delam doma, tako zelo enostavno. A res, to bova enkrat tudi še govorila. Danes imava tematiko o rastlinah in s tem, kaj vse zmorejo rastline. In jaz predlagam, da se kar tjale usedeva, začneva pogovor, še prej mi povej, kaj boš pil. Ajurvedski čaj, kavo, vodo, kaj boš? Najraje bi kar vodo. Ali pa če me presenetiš, tako kot me ti vedno znaš. Ok, te bom presenetila. Kar izvoli. Kave pa ne bi praviš? Ne, že 41 let ne. Koliko si pa star pol? Ja, ravno toliko. No, pa evo ga. A ti piješ kavo sicer? Kdaj pa kdaj, veš, zaradi pritiska, ker imam precej nizek pritisk. Tako da kdaj pa kdaj si pa naredim, ampak espresso čist... Poklič mene, te bom razburil, se ti bo dvignil pritisk na hitro. Ne, ti pa mene ne moreš razburiti. Evo, izvoli čajče. Hvala. Čaji. Takole, na spletni strani, oziroma ne samo na spletni strani, tudi na našem Facebook profilu Namigi za zdravo in srečno življenje klepet ob kavi, hitro torej tipkajte Namigi za zdravo in srečno življenje klepet ob kavi, smo objavili povezavo do enega dokumentarca, 1 uro traja in sicer o rastlinah. In moram reči, da sem si ga pogledala in zvedela nekaj novih stvari, nekaj stvari pa, ki jih pravzaprav že vem. In sicer to, da tisti ljudje, ki govorijo, da se s svojimi rastlinami pogovarjajo in da potem bolje uspevajo, da to ni strte zvito, ampak da to drži kot pribito, kajti rastline zmorejo marsikaj. Ja, predvsem že dolga leta razlagajo ljudje, se pravi bolj, ko bi rekel, naprednega razmišljanja, ne? Razlagajo, da so živali in pa hkrati tudi rastline, da so čuteča bitja. Da imajo lastno zavedanje. Da imajo lastno zavedanje, tako. No, ampak znanost to zavrača že od vsega časa, vendar pa so zdaj uspeli dokazati, ker je v tem dokumentarnem filmu prevod bi bil, o čem rastline govorijo, oziroma kaj rastline govorijo, originalni naslov pa je What Plants Talk About. So uspeli dokazati z znanstvenimi metodami tudi, ne, da dejansko rastline so čuteča in pa misleča bitja. Danes bova nekaj o tem tudi govorila, jaz sicer ne bom, sem pripravil tako, da bi še kakšne druge podatke, detajle povedal zraven, no, ampak v glavnem se bo koncentrirala na rastline, kako so rastline lahko tudi nekaj več kot samo neka roža, ki raste. Ne? Torej, če je prvo fundamentalno vprašanje, ali imajo rastline svojo zavest in način razmišljanja, kar pomeni,
ali rastline čutijo, kadar jih imamo zgolj za dekorativne namene, ali jih imamo dejansko radi? Dobro si vprašala. Zdaj so dokazali, da rastline čutijo. In čutijo več, kakor samo mi, ne? One čutijo naše misli, čutijo našo namero. Se pravi, lahko bi poenostavil, jaz bom poenostavil, pa bom rekel temu tako, da čutijo naše vibracije. In dokazali so, samo večkrat bom, da točno povem, Grover Cleveland Cliff Baxter mlajši je dokazal, da rastline dejansko zaznavajo naše misli, tudi telepatsko, zaznavajo naše namere, prepoznajo lastnika rastline in pa hkrati se stresno odzovejo na razne čudne, nepredvidene situacije ali pa mogoče na grožnja. Ne? On je začel, on je strokovnjak za poligraf, to je tista naprava, ki ljudem, ki v bistvu policiji pomaga ugotavljati, ali nekdo laže ali ne. In on se je odločil nekega dne, da bi rad poskusil s tem poligrafom še kaj več narediti, kot samo izpraševati ljudi. Ne? No in je te elektrode nataknil na domačo rožo. To lahko vidimo, tale trenutek? Kaj je to? A ja? Je pritrdil te elektrode na domačo rožo in tako zaznal, ko je začel razmišljati in misliti stvari, je zaznavil neke signale in to je potem ojačal, ločil različne šume še stran in na koncu je prišel do zelo presenetljivih ugotovitev. Ko je razmišljal o tem, da bi rastlini zažgal list, da bi videl, da bi razbral, se pravi, reakcijo rastline, je prišlo do tega, da so rastline oddale stresni signal. On je ugotovil, da kadar se pozitivno odzovejo, je to lep sinusni signal, ne? Različnih amplitud, različnih frekvenc. Ko pa rastline se počutijo ogroženo, je pa ta signal, se pravi, ta odziv zelo buren in zelo neenakomeren, se pravi, so grde špice, ni lep signal. Ne? No, on je šel še naprej, ko je razlagal določene stvari, čist na drugi strani Amerike, se je spomnil na njegove domačo rastlino, to, na katero je nataknil te elektrode. No in v tistem je dobil SMS, ker je imel aparature naštimane tako, da je v primeru, ko se rastlina odzove, da je dobil on signal SMS po telefonu, da je lahko spremljal odzive. Ne? No in tako, ko je omenil njegove rastline domače, je dobil SMS. Kar pomeni, da je nadaljavo, to je več tisoč kilometrov, ne? Oziroma nekaj tisoč kilometrov daleč, je rastlina dobila neko telepatsko znamenje, signal, besedo, da lastnik razmišlja o njej in je tako mu vrnila signal. Neverjetno. Tole bomo v nadaljevanju tudi komentirali oziroma ponudili, da komentirate sami. Torej, imate kakšno izkušnje, ste kdaj opazili, kajti govorimo vse stvari, ki so znanstveno dognane, torej dokazane, da rastline res da čutijo, komunicirajo z nami, sam nam se to včasih ne sanja, ne? Tako da nadaljevanju upam, da boste imeli pripravljen kakšen komentar glede tega, meni so to blazno zanimive tematike in jaz imam tudi eno zanimivo izkušnjo in sicer iz Damanhurja, iz ene tako eko vasi. Tam so razvili eno tako škatlico, ki so tudi v bistvu dali neke take elektrodice, so dali gor v bistvu na liste in so priklopili na MIDI, torej da so rastline lahko dale te signale in so jih povezali z zvokom. Torej, rastline so dejansko pele, ustvarjale so glasbo. In potem so v bistvu ugotovili, kako se rastline naučijo to glasbo, če jim predvajajo klasično glasbo. Ne? In potem se je zgodila še ena najbolj neverjetna zadeva. Dejansko so nam ponudili, da preizkusimo. Jaz sem šla pred rastline, ki so bile priključene in sem
si začela v mislih predstavljati, da jih nimam rada, da so grde, da jih sovražim, da jih bom zažgala in podobno. In so začele dobesedno kričati. To je bilo ono, do konca je bilo. Ne? Potem pa, ko sem jim pošiljala ljubezen, si v mislih, samo v mislih, niti dotaknila se nisem ničesar, govorila, kako so lepe, kako so krasne, so pa dejansko začele spet ustvarjati to glasbo. In to je neverjetno in tam imajo pravzaprav celo akademijo, 40 let že raziskujejo in kaj vse postavljajo rastline, dajo na neke rolke, rastline se pol učijo furati in neverjetno, mislim, kdo bi si mislil in potem celo koncerte prirejajo in sicer ta velika drevesa sredi gozdov priklopijo na to, ljudje pridajo za bobni in drevesa ustvarijo in imajo v gozdu koncert. Mislim, to so take nore zadeve, da to si človek sploh ne more predstavljati, da se to res dogaja, ne? Ja, zdaj si povedala eno tako izkušnjo, ki so jo tudi dokazali spet, ne? Tako, dokazali. V zgodovini. Rečemo, Ken Hashimoto, doktor filozofskih znanosti, iz Japonske, je z njegovo ženo snemal kaktuse. Snemal je v bistvu pogovor njegove žene z njenimi kaktusi. No in prisostvovali so razgovoru tudi drugi ljudje, zato da so bile priče, ker je pač te stvari zelo težko ponavljati z neko verjetnostjo, zato znanstveniki vse, o čem tudi mi danes govoriva, večino časa so zanikali. Zdaj so končno priznali, ko so jim dokazali. Ne? No in ona dva sta, ko sta snemala to, sta ugotovila, da kaktusi se odzivajo v neke vrste kaktusjem jeziku. Se pravi, sta lahko določene znake dešifrirala in pa na koncu sta ugotovila tudi, oziroma sta demonstrirala, kako kaktusi štejejo od 1 do 10. A daj nekaj. In sta dokazovala, kako lahko in zaznavajo stvari in štejejo. Ne? Se pravi, rastlina. Govorimo o rastlinah, ki zaznavajo, štejejo stvari. Ne? Jaz poznam še enega gospoda in še en primer, pogledali si bomo tudi posnetek. Je pa, gospod je imel trto, torej nasad v vinogradu in sred vinograda je postavil zvočnike in potem vsak dan predvajal klasično glasbo tej trti. Ne? In neverjetno, bilo je več grozdja, bolj krasen je bil, žlahten in še, kot lahko tudi vidimo na posnetku. Torej vsak dan je to prevajal in najprej so se norca delali z njega, potem pa so pravzaprav tudi so naredili raziskovalno študijo in so dejansko primerjali eno trto oziroma ene rastline, ki so imele klasično glasbo, ene pa ne. In so dejansko videli ogromno razliko, da rastlinam res paše klasična glasba oziroma glasba z nekimi pozitivnimi vibracijami. Ne? In tudi tukaj je še en dokaz. Ja, vsak, bom rekel, normalen, čeprav ne maram te besede, človek, je že slišal za to, da gospodinjam, kot si prej že omenila, ne, gospodinjam, oziroma vrtnarjem, vrtnarkam, ki se ukvarjajo s svojimi rastlinami in se pogovarjajo z njimi in jim predvajajo glasbo, bolje uspevajo. Se pravi, so lepše barve, lepši cveti barve, bolj dišijo. O tem sta govorila tudi Tesla in pa Rudolf Steiner. Teslo poznamo vsi, ne? Rudolf Steiner je pa oče biodinamike in on je te zadeve, piše veliko tudi o teh zadevah, da on tudi vidi te energije, kako komunicirajo rastline med sabo, kako se energija pretaka, kako skrbijo ena za drugo. Ne? In je takrat zaradi pač znanosti, ker pač ne želi takih stvari obelodaniti ljudem, ne, so pač to niso v bistvu se delali norca iz njiju dveh, ker sta bila priznani avtoriteti na svojih področjih, ampak so enostavno te stvari utišali, niso govorili o teh stvareh, zato da ne bi prišlo ven. Ne? Zdaj, vemo pa, to tudi iz študij že vemo, da se rastline in pa živali in pa tudi ljudje različno odzivamo na različno vrsto glasbe. Ne? Z reklame, ki se zadnje čase vrti za nekega operaterja mobilnega, je lepo razvidno, da povejo, ne, da neki lobadarji pri poslušanju heavy metalne glasbe več pojejo in hitreje jejo, kar meni pomeni, da so pod stresom. Ne? No in tako
ta študija, ki se je omenila, je več študij, ki dokazuje stvari, da je klasična glasba veliko bolj pomirjajoča in za ljudi stimulira naše držljaje in možgane bolje, seveda po vsej verjetnosti tudi živalske in rastlinske. Ne po vsej verjetnosti, dokazano tudi dokazano, živalske in ja. rastlinske. Tako da je dejansko glasba je valovanje. Misli so valovanje, naše namere so valovanje, vse je energija. In tako nas rastline zaznavajo, tako nas tudi zaznavajo tudi živali, ne? In rastline nas zaznavajo dokazano lahko na zelo, zelo daleč. Ni omejitve zaenkrat je to dokazano na Zemlji. Se pravi, jaz tale trenutek razmišljam o roži, lončnici, ki sem jo podarila svoji mami, ki je na Štajerskem, v Šentjurju, živijo mami. In ta roža, ta lončnica bo te moje misli ujela kljub temu, da je na Štajerskem. Ja. Veš, kaj se meni zdi krasno? Zdi se mi krasno, da imamo velikokrat take tematike, ki so samo teorije zarote oziroma so samo neka dognanja, ki jih ni moč znanstveno dokazati, ne? Danes pa govoriva o vseh stvarih, ki so znanstveno dokazane, pa se kljub temu mogoče komu slišijo nore. In kaj mislite vi? To je tisto, kar me zanima. Dobro, mi dva sva malo čudaka, ne? Jaz se hecam včasih, pa mogoče po svoje razmišljava. Kako pa razmišljate vi? Kako vi gledate na rastline? Se pogovarjate z njimi? Čutite, da je tukaj, da je rastlina kaj več kot kar samo dekorativna zadeva? Dajte to mnenje deliti z nami. V nadaljevanju zadnjih nekaj minut bo prostor za vaše komentarje in tudi nasploh, a se vam zdi, da je pametno govoriti o teh stvarih. Meni se zdi zelo, zelo pomembno, ker cel rastlinski, tako živi svet, se mi zdi, da ga kar ignoriramo, pa kar mogoče živimo mimo tega. Človek, ne, je zelo vzvišena ohola, bom drugače rekel, človek je vzvišen ohol, največji in najmočnejši parazit na Zemlji. Mi smo toliko prepričani sami vase, v lastno znanje, v lastne sposobnosti, da zanemarjamo najbolj bistvene stvari ali pa celo komponente življenja. Ne? Znanost danes potegne iz neke, rečva, iz konoplje sem se zdaj spomnil, ne jemljajo celovito. Potegnejo ven vlaknine, ločijo vlaknine od beljakovin, od proteinov in potem to spet tlačijo v nekam drugam. Ne vprašajo pa se, kako in zakaj nekaj deluje kot celota. In to je zelo lepo povedano tudi in razloženo v tem filmu, ki pokaže, da so rastline poleg tega, da mislijo, da izbirajo, da so sočutne, da se lahko tudi vojskujejo, so zbrane v neko simbiozo, v neko skupno življenje, v neko skupnost, ki deluje na zelo visokem nivoju in človek bi se lahko učil iz tega. Te rastline skrbijo za njihov naraščaj, za najbolj ogrožene rastline. Ne? Dejansko imajo bolj razvit altruizem kot človek, zaradi tega, ker sebe žrtvujejo za mlajše rastline. Meni je to noro. In enakomerno porazdelijo dobrine. Tako, se pravi, če una rastlina, ki je bolj na soncu, valjda ujame več sonca, kakor tista, ki je manjša in je v senci, bo tista rastlina pobrala od tam sonce in vse te snovi, ki jih je pridobila, bo dala uni tamali, zato da bo na mladih svet stoji imajo v glavi. Tukaj gre predvsem za hranilne snovi v zemlji. Sonce je pa nujno potrebno rastlini zaradi fotosinteze. Tako ona živi. V nadaljevanju bova povedala še kaj več, predvsem pa se srčno si želim vaših komentarjev, vaših misli, kaj vi razmišljate o tem, o rastlinah nasploh, tako da spremljate nas tudi v nadaljevanju. Gregor bo ostal v naši družbi. Pozdravljeni, dobrodošli znova nazaj. Tole oddaja Klepet ob kavi v naši družbi svobodni in neodvisni raziskovalec, aktivist Gregor Škerl.
še vedno. Danes sva govorila o rastlinah in tale trenutek tudi odprta telefonska linija za vse tiste, ki bi želeli komentirati. A se tudi vi pogovarjate z vašimi rastlinami in ste mogoče opazili, da če se z njimi pogovarjate, njih imate radi, da boljše, lepše uspevajo. Sicer pa zaključki današnje tematike. Gregor? Mogoče ne zaključni današnje tematike, ampak dejstva, bistvene točke, ki so zadnje dni prišle ven o rastlinah. In sicer, da rastline res ne tečejo in ne skačejo sem pa tja, vendar se gibljajo in se obnašajo. Iščejo hrano, vključno svetlobo, se pravi prav iščejo hrano, se stegujejo po hrani, rečemo s koreninami, z razvejanjem korenin, da lahko upravljajo, in pa svetlobo, zato da lahko upravljajo fotosintezo. Parazitske rastline brez koreninskega sistema vohajo dejansko, katero rastlino bojo napadli. Se pravi, razni bršljani in te plezalke. Prav posnetek je tako lepo viden, ko se vrti rastlina in ovohava dejansko, kam, na katero stran bo šla, ker je od tega odvisno njeno preživetje. Tako da izbirajo in izberejo zavestno te vonjave, po katerih te rastline, te parazitske rastline vonjajo, vonjamo tudi mi. To so, na primer, ko stlačimo list mete in začne dišati. Tako rastlina oddaja te kemične vonjave, s katerimi potem določene rastline, predvsem rečemo divji tobak, lahko privablja določene živali, ki pojejo dejansko gosenice, škodljivce, ki napadajo tobak. Kaj pa pravi gospod Silvo, ki je tale trenutek z nami na telefonski liniji? Dober dan. Dobar dan, Silvo tukaj. Jaz bi rad nekaj dodal, se pogovarjate o tem in kar zmeraj sem jaz opazoval rastline in sem videl, da refleksa sem najbolj zaznal pri njih. In sem dognal to, da nekatera rastlina, posebno sadno drevje, ni rodilo, bilo že veliko, da bi že rodilo in ni šlo. In sem rekel, refleksa imajo, tu sem bil zmeraj prepričan in kaj sem napravil? Sem iz sekiro napravil jim več ran, ker rastlina strmijo k temu, da rodijo potomca, da naredijo semena. In ko se zaznala rastlina to bolečino, da preko umrejo, da rodijo, se res začela roditi. In tu sem večkrat preizkusil. Pravijo ljudje, imam drevesa zadost velika in bi mogla roditi. Rečem, kar nekaj ranjen napravite, pa bojo rodila. In tudi drugi polke sem jim to rekel, so tako napravili in je dognano, tu drži. To sem preizkusil. Drži, res je. Najlepša hvala, Silvo. Ja. Hvala za tale komentar. Mogoče tema za prihodnjo oddajo. Rastline, predvsem je to bolj dognano z drevesi. Gledali smo film o neki materi rastlini, zdaj se ravno ne spomnim. Kaj, Avatar? Avatar. To dejansko je del resnice oziroma je resnica to, kar so povedali z rastlinami. Drevesa komunicirajo med seboj po podzemnem nervnem sistemu, ki ga omogočajo gobe oziroma glive. In tako lahko drevesa, če so napadena na enem koncu gozdu, lahko prenesejo informacijo vsem drevesom na drug konc, ki so pridobili na času, da lahko razvijajo obrambni sistem. In dejansko je ugotovljeno, da to
dokazano tudi, da to se počne. Da ko je nek del gozda napaden, se druge rastline, predno ta škodljivec pride do njih, druga drevesa se pripravijo z obrambo, pač ali z vonjem ali z temi kemičnimi reakcijami. Takole, imate še kakšno mnenje, tudi vi imate mogoče kakšno izkušnjo, se pogovarjate z rastlinami, vas čudno gledajo, kaj menite še nekaj trenutkov, imate možnost in priložnost, da tudi sami zaupate svoje mnenje. Sicer smo veliko komentarjev prejeli tudi preko družabnega omrežja Facebook, Klepet ob kavi, tam nas seveda lahko najdete. Sicer pa tale trenutek bom izkoristila tudi nekaj trenutkov, o čem bomo govorili jutri. Jutri v našo družbo namreč prihaja Janez Močan, duhovni zdravitelj, ki nam bo zaupal nekaj zgodb o nenavadnih ozdravitvah, čudežnih ozdravitvah bi lahko rekli. Ana Marija Kolman, tudi šamanka, prihaja v našo družbo in sicer nam bo zaupala, kaj šamanizem pravzaprav je in kako ga lahko uporabimo v sodobnem svetu. Nas je pa poklical tudi Janko. Dajmo preveriti, kaj pravi Janko. Dober dan. Se slišimo? Ja, se slišimo. Lep pozdrav. Pozdravljeni, gospod Janko. Izvolite. Tale oddaja, moram reči, da mi je še posebej všeč, čeprav ne gledam vse redno, dosti oddaj pa vaših, ker se mi zdijo zanimive. Hvala. In zakaj mi je ta oddaja všeč? Končno je nekdo v bistvu javno povedal, tudi vas mislim s tem, ker ste bila tudi na drugem bregu, kot sem sam. Torej, da smo vsi povezani preko te tako imenovane Schumannove luknje, se to vaš kolega bi verjetno vedel več povedati, ker vidim, da je kar strokovnjak iz tega področja. In danes ste povedali eno zelo pomembno mnenje, da vegetarijanstvo iz moralnih in ostalih etničnih načel je popolnoma brez veze. Zato, ker rastline ravno tako čutimo, ko jih meljemo, ko jih prešamo, ko jih gojimo in tako naprej, kot živali. Samo ne derejo se, ne spuščajo takih zvokov, ki jih slišimo. Drugače pa vse isto in prehranjevanje je popolnoma naravna zadeva, pač više razvite, pa ne mislim zdaj umsko, ker to nismo, ampak fizično pač uporabljajo za prehranjo nižje vrste. In to je popolnoma naravno. Pustimo zdaj ti vzgojeni živali pod nekimi nemogočimi pogoji in tako naprej. Rastline, živali, ljudje, vse smo isto. In zdaj se spravljati v neko vrsto, zdaj pa da zaradi nečesa ne bom jedel žival, ker pač žival trpi, rastlina pa ne, to ni res. In zato mi je všeč, da ste danes to pokazali. Pač ljudje smo vse jedi in to je dejstvo. Lahko vprašam eno vprašanje mogoče? Seveda, z veseljem. Kaj pa pravite na to, da malo naprej razvijemo situacijo? Sam še minuto imaš, sam povem. Kaj pravite na to, da nekateri ljudje že prebivajo brez prehrane fizične, v tem smislu hrane živali in rastlin? Tudi imamo že Slovenko, ki to zna, ki tako živi. Pa ne eno. Pa vse je dost ljudi, samo se pravi, nismo na tako visoki zavestni stopni, da bi bili to sposobni. To, ko bo to, bo super in potem ne bo teh prerekanj vegetarijanstvo in nevegetarijanstvo. Ampak žal smo še na toliko nižjem nivoju, da tega še nismo vsi sposobni. Ampak toliko nizko smo, da se še vedno prerekamo. Pač pripela do tega nivoja. Najlepša hvala za vaše mnenje. Lep dan še naprej. Hvala, ker ste poklicali. Pozdravljeni. Srečno. Takole, ja, enkrat mislim, da bi bilo super, da odpremo tudi tematiko, kar se tiče vsega tega. Jaz sem absolutno zagovornik tega, da se vsake stvari, ki jo pojemo, da prej namen, ker čutijo le to, če damo prej namen. Ampak so to precej kompleksne zadeve, o katerih bomo morda govorili naslednjič. Tale trenutek pa hvala, da si prišel. Naslednji teden spet kakšna zanimiva zadeva, govorila bova tudi, kaj sem ti že rekla, o nezemljanih, tako, malo zanimive tematike. Jutri pa torej šamanizem v sodobnem svetu, kaj in kako. Prihaja pa v našo družbo tudi Janez Močan in še marsikaj zanimivega. Evo, zadnje besede tebi. Ena dobra misel, prisluhnimo naravi, živalim, rastlinam in ne nazadnje tudi naši notranji intuiciji in našemu srcu, ker vse je res. Super. Hvala ti.